Ja, moje ime je Marjan Šetinc in sem z zanimanjem poslušal to, kar je danes govoril Kit Lowe. Seveda, jaz sem že prebral davno njegovo knjigo The Savage Europe. Torej, danes moram reči, da je najbolj zanimiv del njegovega današnjega nastopa je zame mentalna obnova. To je področje, ki je očitno bilo ena od ključnih zadev in je še zmerom, ko pride do vojn in kako to spraviti skupaj. In zanimivo mi je to, kako je on obrazložil pravico v razmerju do stabilnosti. To se mi zdi, da je zelo ključno. In tudi danes nekatere slišimo, ki poskušajo. Ni važno, če je to po zakonu, treba je rešiti stvar. Toliko bi ta trenutek povedal o tem. No, tu je pa še tvoja kolegica, kako bo pa ona komentirala? Dober večer, Ana Stanič. Mene najbolj zanimala njegove komentarji glede paralel, katerih lahko vlečemo med drugo svetovno vojno in sedanjostjo. In tle najbolj pomembna zadeva je to, da smo takrat po koncu druge svetovne vojne imeli en konsenzus o tem, kdo je zmagovalci in kdo so bili poraženci. Zdaj pa že glede te druge svetovne vojne zdaj ni več konsensa na nivoju Evropske unije oziroma sveta. In to je ta stvar, ki je zelo zaskrbljujoča in zakaj je ta Retrofest toliko pomemben, da se pač spominjamo zgodovine, da imamo večjo možnost, da imamo sploh eno lepo prihodnost. Predavanje Kita Lowa je bilo zelo zanimivo. Zanimivo je bilo, kako je poleg materialne obnove po vojni poudaril tudi ideološko obnovo družbe in uporaba mitov za to obnovo. Tako da ja, to je bilo najbolj zanimivo. Moje ime je Renej Tornič. Tudi kar sem se udeležil predavanja tlele Kita Lowa o dogajanju in obnovi, povojni obnovi in torej mitih in resnici same povojne obnove v Evropi. Samo predavanje je bilo fenomenalno, zelo zanimivo in recimo odpre oči na pomen inštitucij, na pomen dogajanj, ki so potekala ne samo po vojni, nekatere tudi že med potekom vojne, nekatere predvsem pa po vojni, kako so ta dogajanja vplivala na razvoj in ponovno vzpostavitev nekega občutka normalnosti znotraj vojno razdeljenih območij. Kaj konkretno recimo si zapomnil tega predavanja, da ni šlo samo za materialno obnovo, šlo je tudi za neke vrste duhovno, ja, seveda, to je bila ena izmed glavnih tematik, je bila ravno ta obnova mitov, ponovna vzpostavitev občutka ljudi, da pripadajo neki normalni skupini, da delujejo z nek pozitiven cilj, da ne gre samo za potem, ko so bila priča 6 let intenzivnih destrukcij, intenzivnega uničenja, je ta ideja, ki jo je tudi zelo dobro gospod predstavil, da je potrebna nove vrednote, da je potrebna nek občutek, da ne pomagamo več uničevanju, ampak da ponovno vzpostavljamo novi svet, da zgrajujemo novo prihodnost, ne pa da se umikamo iz tega občutka uničujoče preteklosti, ki so jo ravno kar doživljali. Večer se zaista bilo sjajno i ovo što je Kit pričao i ljudi koji su ga slušali i atmosfera u kojoj se sve to dešavalo baš bilo nešto fenomenalno. Ali više od svega mi se svidjelo što priča koju je Kit pokrenuo je nešto što ne možete stalno da čujete.
Znate, mi kad pričamo o obnovama, mi uvijek govorimo o sredstvima, količinama, broju ljudi, ali nikad ne govorimo o priči koja se nalazi iza toga. Nikad nemamo onaj pravi razlog koji pokreće sve da bi se nešto stvarno obnovilo, a ne tek da bi se, kako bih rekao, krenuo još jedan krug. Zato je ta njegova dobra paralela sa gazom i bila prosto tačna, jer vi ste Evropu 40. godina obnavljali zato što ste imali neku želju da od nje nešto napravite, da se njom negdje stignete. Bez toga Evropa bi opet u nekih narednih 10-15 godina ponovo prošla kroz isti krug haosa, zla, raspada, kao što je bilo posle Prvog svjetskog rata. Upravo ta nova priča, da li je ona mit ili je čista istina, na kraju krajeva mnogo je manje važno od rezultata koji proizvede, a ovdje je rezultat upravo bio jedan novi krug nade i normalnog života koji je upravo obnovljen na mitu o kome je Kit tako lijepo 2 sata govori. Kar sem prebral, pač to znamenito knjigo, zdaj lahko rečemo, da je znamenita z naslovom Podivjana celina, ne, sem prebral še preden so jo prevedli v slovenščino. Sem skratka dojel, ne, dodatno, da pač to, kar pojmujemo kot zgodovino, ni tako zelo enostavno. Ne. Imamo pač napisano zgodovino in neko drugo neupovedano celoto, ki obkroža vso to zgodovino. Ne. In seveda so potrebni ljudje, kot je Kit Lowe, se pravi, ki so nekako drugačni zgodovinari, ki znajo zgodovino o zgodovini, tisto, kar je v dosedanji napisani zgodovini opuščeno in tako dalje. Ne. Hkrati je seveda jasno tudi to, da imamo po drugi svetovni vojni opraviti za zgodovino, ki ima širši nabor virov kot samo dokumente, ne. Ima filmski material, ima, ne, in tako dalje. Skratka, tudi občinstvo, ki se mu pripoveduje zgodovino, je zelo fluidno. Ne. In to mislim, da je torej Kit Lowe, kot mislim, da zdaj verjetno eden od vrhunskih zgodovinarjev v Veliki Britaniji, ne, je pač tisti, ki je pač dojel, da je treba pač zgodovino nekako na novo strukturirati, kot vedo. Ja, predavanje Kita Lowea, kar se tiče rekonstrukcije Napolija, je bilo zelo zanimivo, posebno zato, ker je povedal zgodbo, ki je večinoma zamolčana, ker večinoma, ko se vojna konča, se takrat zgodba konča in se ne razpravlja o tem naprej. On pa v bistvu ta rekonstrukcijsko obdobje pod vojni, ki se potem vrne v to prednormalnost, v bistvu vračanje na normalno stanje poudarja. In to je bilo res zelo razsvetljujoče, bomo rekli tako. Kaj si ti je zdelo najbolj konkretno zanimivo? Osebno mi je to, kakšne te stopnje rekonstrukcije razdelil, strukturiral glede na pač prioritete, ki so bile, kar se tiče zaveznikov, in istočasno, kaj je recimo pomembna stvar v teh stopnjah. Recimo najbolj pomembno v 6. stopnji, da me zanima ta rekonstrukcija mita, ki v bistvu pride na koncu, ampak ima v bistvu veliko pomen za te, ker se še dlje časa potem poznajo njene posledice. Konec konca je rekel, da se paraleli na to najdejo še za danes, recimo z Evropsko unijo. Kako bi še bolj konkretiziral to, te mite? Kateri so bili te miti? Pač recimo to, da so recimo vsi Italijani se borili proti fašizmu, ne, da ni bilo nobenega izdajalca, da pač recimo, da smo se spet vsi borili proti nacistom, Nemčiji, da so začeli z nule, da potem, ko je bilo vojne konc, se Nemčija prerodila v nekaj lepšega, nekaj boljšega, v tem smislu. In pač kako je potem to vse omogočalo, recimo, gradnjo nove Evrope. Se pravi, v Italiji je bil samo en fašist po vojni, to je bil Mussolini. Više manje, ja. Vsaj tako so poskušali trditi, ne, po koncu ja, si zares partizani se jih čistili, ampak veliko je bilo pa tudi inkorporiranih nazaj v sistem. Ne. Kako si pa dojel njegove sporednice z današnjim časom? Gazo, Ukrajino? Pač se mi zdi tako, da ni bil to najbolj pripravljen, ampak so bile smiselne, ker konec koncev rekli so, da se vojni kon spreminja, sicer mogoče se orodje, ki se pri tem uporabljajo, res se spreminjajo, ampak sami rezultati, se pravi uničenje in pač posledice so pa več ali manj podobne, dokaj povsod.
ne samo v Gazi, ampak tudi naprimer v Mjanmaru, v Ukrajini in konec koncev še drugje.